Včeraj sem bil na obisku na področju vikendov za Savo, približno uro 45 z lastniki teh objektov. Moram povedati, da se še enkrat bom tudi javno zahvalil tistim, ki sami podirajo. Sklep mestne občine je, da bomo vse, kar prinese na cesto, brezplačno odpeljali in pospravili, tako da ni treba to skrbeti in da jih pozivam vse skupaj, ne da kdo je lastnik zemljišča, da svoje objekte podrejo. Dogovorili smo se tudi za srečanje na nivoju četrte skupnosti, kjer jim bomo še enkrat pojasnili, kako bojo lahko imeli v bodoče vrtičke, vendar po standardih, ki so predpisani, na lokacijah, ki so predpisani. Nekoliko je bilo razmišljanje na dveh točkah, češ, zakaj jih nismo prej obvestili, zakaj nismo dali možnost sami podrejo, ampak če je bilo pri Žalah nekako nepričakovano, kot so takrat govorili, zakaj sred sezone predem poberajo pridelke, je bilo tu za Savo čas izjemno dosti več kot leto in pol. Jaz sem od maja lani nekaj obiskal to lokacijo, pozval, tudi če smo pozivali, ampak v vsem tem času nihče, poudarjam nihče, ni zmanjšal svojega objekta na tisto, kar je imel pogodbo, oziroma da bi ga tako izvedel kot tisti, ki so imeli pogodbo. Največji problem na tem področju je pa to, da je bilo že leta 1991 izdanih čez 100 odločb za rušitev črnih gradenj, pa jih niso zrušili. Nihče tega ni naredil, kar so očitno menili, da če zdržiš tisto prvo napetost, potem pa ni treba rušiti. Problem je tu, da je to vodno-varstveno področje, problem je, da v bistvu prehod do Save sploh ne bil več možen in jaz pričakujem, da bo tako ti lastniki objektov za Savo svoje porušili in prosim vas, da pozovete tudi lastnike objektov tako ob izvozu Podvotik, kot tudi izvoza Rakovo Jelšo, da grejo sami v pospravljanje objektov, da ne bo spet porazborjeni, zakaj. Ljudje tudi sprašujejo, tudi opozarjajo, ja, vse vemo, da ni bilo prav, da smo imeli vendar, smo imeli pogodbe za najem, ne nas vse enačet, nismo imeli 2 spalnic, pa 3 kopalnic, pa bazenčka, ampak vedete, da bo se tudi pospravljali tudi drugije. Vsi oni pozdravljajo tudi to, kar je najem v Žalah. Konec tedna se prične na Žalah izvajati druga faza, se pravi tudi izdelava parka po projektu Maja Simoneti, tako da bomo v tem novem planu, ki bo šel na sprejem konec leta letos, opredelili te lokacije vrtičke in tudi kakšne mora biti. Ampak dobro je, da teh ograj, kot so imeli, tako kot so bile betonskih podstavkov, ne more biti. Smisel je, da bodo vrtički, tam, ki bodo dovoljeni, ali za stalno, ali začasno, imeli ali skupne sanitarije, pa smetišče, tako da bo lahko odlagali, da bomo lahko pobirati smeti. Strošek najema na mestnem zemljišču posebno nizek, toliko, da lahko pokrije čiščenje in sanitarije in pa smetišče.